Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem There are parlamentu. still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for Boремось freedom. не просто za sebe, Państwo wiecie, a za Polska te, żeby Europa realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o Evropska Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaž Pengal-Bitenc in Nataša Briškim, podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, spet imava čast, priliko in veselje se pogovarjati v tej epizodi o projektih iz programa CERV. Gre za program Državljani, enakost, pravice in vrednote oziroma Citizens Equality, Rights and Values, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, ki so zapisane in ko so zapisane v pogodbah o Evropski uniji in listini o temeljnih pravicah. In zdaj ta program to je zelo širok program, v katerem se izvaja več iniciativ in danes bova govorila o projektu Empath, Empowering Young Youth, o projektu Empath, Empowering Youth to Engage in Combating Gender Stereotypes by Addressing Toxic Masculinity Patterns and Behavior. Sliši se zelo učeno in bom zdaj tebe prosil, da mi ti to malo razložiš. Ja, imava super gostjo, ki nam bo čist natanko vse o tem povedala, je pa prav cajt, bi jaz rekla, za takšno epizodo, sploh z inauguracijo novega ameriškega predsednika, ker se mi zdi, da so prav ta vprašanja še bolj v ospredje prišla. In skratka, ta epizoda je definitivno za tiste, ki vas zanima, kaj se temu reče moškost v 21. stoletju in te problemi, ker Aljaž, se veš, non-stop poslušamo pa programi za opolnomočenje žensk, deklet, ampak jaz vsaj ujamem zadnja leta, da bi moglo biti obratno, malo več programov za opolnomočenje fantov in moških, ker je svet drugačen. Zdaj pa z nama je Ana Pavlič, magistrica politologije, deluje tudi kot programska direktorica in raziskovalka Inštituta za proučevanje enakosti spolov. Gospa Pavlič, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo. Torej, vi ste, ta vaš inštitut, s kratico IPES, eden od partnerjev v tem projektu, ki ga je omenil Aljaž. Zdaj pa preden nadaljujemo, 2 stavka mogoče o tem projektu v smislu, zakaj ste ga prijavili, kje ste videli problem? Torej, tako je, mogoče je pravično do ostalih partnerjev, s katerimi smo skupaj soustvarjali ta res pomemben projekt, se močno strinjam z vama. V bistvu projekt se je zaključil pravzaprav konec oktobra prejšnjega leta, ampak od takrat se nam dogajajo po svetu takšne stvari, da se res zdi čedalje bolj, kako je bil pomemben, in sreče je narava vsaj mojega dela takšna, da lahko te iniciative v ostalih projektih peljemo še naprej. Ključna stvar, s katero smo se ukvarjali poleg našega inštituta še z Ljudsko univerzo Celje, pa Univerzo v Ljubljani, z nami so bili tako FDV kot Pedagoška fakulteta in Pedagoški inštitut iz Ljubljane, je bila ta, da smo želeli ta diskurs ali pa ta cilj preseganja spolnih stereotipov usmeriti tudi na mlade fante oziroma moške, pri čemer smo res veliko pozornost namenjali moškim spolnim stereotipom, zato da bi lahko odpravili neke vzorce toksičnega vedenja, ki seveda zelo negativno vplivajo ne samo na njih kot na posameznike, ampak tudi na nas, vse ostale, s katerimi te posamezniki v svojem življenju vstopajo v stik. In mi smo si kot neko polje, ker smo to počeli z namenom izbrali šolsko okolje. Šolsko okolje vsi vemo, da bi moralo biti okolje, ki bi spodbujalo enakost, spodbujalo vključenost in pa seveda po eni strani je to srednješolska populacija, tudi to je bilo izbrano z namenom.
Številne raziskave so namreč pokazale, da je ravno ta čas zgodnje adolescence najprimernejši čas za to, da se mlade prične nekako nagovarjati ali pa spodbujati k temu, da začnejo te spolne stereotipe, in to moram res poudariti, ki so aktivno priučeni, to ni nekaj, s čemer se mi rodimo in je to kar naravno, da smo ženske takšne, moški pa takšni, to je nekaj, česar se res aktivno priučimo. Raziskava, ki jo je opravila Filozofska fakulteta v Ljubljani, je pokazala, da se pravzaprav spolnega stereotipiziranja naučimo že do dopolnjenega 2. leta starosti, ne. Tako da to gre za en proces, k kateremu seveda prispeva tako primarna kot sekundarna socializacija, pa na žalost tudi vsi artefakti sodobne, moderne, v kateri uživamo. Ampak nam se je res zdelo, to je pomemben čas, v katerem mladi vstopajo tudi v prva intimno partnerska razmerja, in zato smo se pravzaprav odločili tako za to ciljno populacijo, kot tudi za polje, ker smo to počeli. Priznam, da sem jaz majčkeno zmeden, ne? Ker sem odraščal v času, ko je, oziroma, dajmo mu reči, v času, ko je bilo popularno reči, vsi drugačni, vsi enakopravni. In to se je seveda primarno nanašalo predvsem na enakopravnost in enakost spolov. In ravno v tem obdobju, ne, življenjski, ki ga omenjate, ta zgodnja adolescenca, pozna osnovna šola, pa začetek srednje šole, se je zdelo, ne, kot da so ta vprašanja, te dileme rešene, ne, da gre izključno za vprašanje izobraževanja. Danes, ko pa to poslušam in pač, ko gledamo okoli sebe, ko opazujemo bro kulturo, pa pojav maga, pa vse to retradicionalizacijo, se pa zdi, kot da se 90. v resnici niso zgodila. Torej, kaj se je zgodilo? Veste kaj, mislim, da ste pravzaprav izpostavili eno zelo pomembno stvar. Ta distinkcija med enakopravnostjo in enakostjo, ne, je zelo pomembna in je nekaj, s čimer se pravzaprav jaz tudi pri svojem delu vsak dan srečujem, s to frustracijo tega, da v družbi, pa ne samo v slovenski, ampak recimo, da govoriva zdaj o našem nacionalnem kontekstu, vsi menijo, da zato, ker imamo mi določene pravice zapisane z ustavo in urejene z različnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, o čem pravzaprav zdaj Ana Pavlič sploh še teži, ne. Saj enakopravnost je dosežena, ampak ljudje nekako se bojijo enakosti kot take, sploh kadar govorimo o enakosti med spoli. Zakaj? Ker je enakost mnogo širši pojem od enakopravnosti. Enakopravnost nam samo ponudi neko zakonsko začetno pozicijo, potem pa je pravzaprav od vseh ostalih družbenih kontekstov, ki so v praksi javnega in zasebnega življenja, odvisno, kako lahko mi to enakopravnost živimo. Saj tudi, če bi gledala zgolj ozko enakopravnost, ne, če smo res vsi enaki, vsi enakopravni in tako naprej, pravzaprav nismo. Mi v Sloveniji se še vedno srečujemo z izrazito plačilno vrzeljo, pokojninska vrzel je še hujša, na primer starejše samske ženske so najbolj ogrožena skupina za revščino v Sloveniji. Če pogledamo rezultate, ki jih vsako leto objavlja Evropski inštitut za enakost spolov, vidimo, mi smo še vedno pod povprečjem Evropske unije, ampak vidimo, kako se vedno Slovenija tradicionalno najslabše odreže ravno na področju znanja. Zakaj? Zato, ker je ta diskrepanca med študijskimi ali pa poklicnimi potmi, ki jih izbirajo ženske ali pa moški, tako zelo prepredena s spolnimi stereotipi. Koliko deklic se odloča za poklice s tem in po drugi strani, koliko imamo moških vzgojiteljev, recimo manj kot 5%, ne. Tako da to se mi zdi, da je en del te težave, da mi pravzaprav sploh ne razumemo tega, zakaj pravzaprav pri enakosti gre, da gre torej za mnogo širšo zadevo. Drug del težave se mi pa zdi ta, da poleg tega, da imamo to zares tako, bi rekla, ozko, pobalinsko razumevanje enakosti ali pa pomena enakosti, imamo enake težave tudi pri razumevanju napredka, ne, ali pa sploh pri razumevanju poteka časa. Ta nek mit o tem, da bolj ko čas mineva, bolj ko se leta štejejo,
ker ne bi naravno postajali, kot ste omenili, mi vsi svobodnejši, ne. Nedvomno dejstvo je, da živimo v svetu največjega materialnega obilja do sedaj, ampak kaj pa to pomeni za naše pravice ali pa za našo emocionalno blagostanje, ne, to je tudi ena zelo pomembna komponenta te toksične moškosti. To nam pa seveda pokaže, da noben napredek ni varen pred nazadovanjem. In tako kot ste rekli, ravno izvolitve nekaterih oseb na najpomembnejša mesta na svetu nam kažejo, da živimo v nekem svetu, kjer je pravzaprav mogoče vse, in to je nekaj, kar je zelo nevarno. Poleg tega, da strašno zanimivo, da pač naju zanimajo rezultati tega vašega projekta, naju bo zanimalo tudi seveda, koliko se ali pa na kakšen način ali pa praktični nasveti za prijavljanje na tovrstne razpise. Zdaj pa brala sem, ampak pridemo še do tja, brala sem o tem vašem projektu in se zapičila v 2 stvari, ki ste jih deloma tudi že vi zdaj omenili. In sicer, če se da, ne vem, na kratko povedati, s kakšnimi primeri, številkami mogoče, kaj so pravzaprav najpogostejši spolni stereotipi in katere so, ne vem, 3 prevladujoče tradicionalne moške norme. Ja, seveda, mislim, najpogostejši spolni stereotipi, ki so pač tudi elementi te toksične ali pa škodljive moškosti, so gotovo je na prvem mestu gotovo ta, da se moške nikakor ne povezuje na primer z zelo odkritim čustvovanjem, ne. Za pravega moškega, če lahko temu tako rečem, je nesprejemljivo, da izraža določen spekter čustev. Seveda gre tukaj za spekter ranljivosti, žalosti, zaskrbljenosti. Zakaj pa? Zato, ker je v tej strukturi spolnega stereotipiziranja to pogojeno s šibkostjo. Šibkost pa je nekaj, kar naj bi bilo inherentno nam ženskam, ne. In seveda nas to pripelje potem še do druge lastnosti teh pravih moških ali pa do drugih moških spolnih stereotipov, ki se kažejo v tem, da so moški socializirani in vzgojeni v prepričanje, da morajo biti močni in da je pač za dosego njihove prevlade ali pa nadmoči čisto upravičeno, da za to uporabljajo fizično silo, fizično prisilo, da vedno lahko prevzamejo nadzor nad vsako situacijo, ali bo to na družbeni ali pa na čisto osebni ravni, da so zelo tekmovalni, da njim pravzaprav ni problem, da se izpostavijo, da dominirajo v vsakršni življenjski situaciji. Mi imamo še vedno težavo, če se zdaj zopet obrnem na ženske, ki se odločijo, da bodo v javnosti spregovorile o nečem, da so hitro okarakterizirane za zelo jezne, za zelo možate ali pa da je z njimi še kaj drugega narobe, ne, ker so se pač odločile, da bodo iz zasebnosti povedale javno kaj, kar se seveda tiče tudi njih. Pa žal, kot sem že omenila, moški in duševno zdravje, to je tudi ena tema, ki mene zadnje čase zelo vznemirja. Ravno zaradi tega, ker je tako nesprejemljivo za moške, da bi odkrito lahko govorili o občutenju nekih najhujših stisk, ki so nam lastne čisto vsem, ker se vemo, v življenju gremo čez različna življenjska obdobja, je ta njihova stigma tako močna, da svojih težav ne rešujejo tako, da bi iskali pomoč ali pa podporo, strokovno ali pa kakšno drugačno, ker bi to pomenilo pravzaprav, da so šibki. Aljaša, si dec ali nisi? Ja, a ne, sej, glih razmišljam, ne. A se lahko počutim slabo, oziroma ali smem to pokazati? Ne, a je tako? No, ampak glej, čisto tvoja izkušnja. A je tako v narekovaju tvoji sceni, moški sceni? Mislim, moja scena. Dobro, no, da je malo širše vzem, ne tistih 16, ki so full friendi. Žal moram reči, da se mi zdi, da je spet vedno bolj tako. Zato sem prej postavil tisto vprašanje o 90-ih, ker recimo vsaj v mojem krogu se je zelo hitro recimo razvil, ne, tam pol 20-ih, ravno takrat, ko pač ta young adulthood, ne, varianta. Are you man enough to wear pink? Recimo, ne? Ja. In to mi je pač tak, ja, seveda, ne, če si pravi moški, potem ti potem ne gre za to,
kaj nosiš ali pa kako se obnašaš glede na pričakovanje, glede za to, kaj se ti kaj poda tebi kot osebi. Ja, ne? ker je tudi se spomnim tega, veš, ko sem še v športnem novinarstvu delala, da bi imeli kakšni klubi, sploh recimo fuzbalski, kakšne vsaj približno malo roza drese, kar zdaj sicer vidiš kakšne klube, to je bilo wow. No? Ampak, ko smo pa že pri tem, ne, je pa seveda nekaj, kar pa tudi vedno bolj opažam, in sicer prostodušna uporaba izrazov, kot so toksična moškost in tako dalje. Kako težko je bilo definirati te izraze, glede na to, da se v vsakdanji, v medijski govorici se zelo hitro nekdo zateče kot v nek zapik, ne, češ, to je pa toksično, ne, ali pa to je pa woke, ali pa nekaj. Skratka, kako lahko ali težko je bilo te izraze definirati in potem konsistentno to uporabljati? Zelo težko, res. Kljub temu, da kot sem že rekla, jaz tudi vsak dan uporabljam izraz enakost spolov, ne, pa če odpremo Twitter, bomo videli, da ima s tem marsikdo zelo velike težave, si nisem predstavljala, da bo tako hudo, no, in da bo ravno zaradi tega tudi zelo težko vstopati v neka okolja, v katera smo želeli vstopati. Ker najprej se na primer kakšne srednje šole ustrašijo enakosti spolov, potem pa se seveda ustrašijo še toksične moškosti, kaj je pa zdaj to, ne, kot da bi šlo za nek napad na moška ali pa na kaj takega, ampak to nam je nekako uspelo, seveda kako, ne, tako da smo pač izobraževali o tem, kaj to pomeni, da gre za koncept, ki ne želi nikakor prejudicirati, da so pač moški toksični, ne, da gre za da ste moški toksična bitja, ampak smo želeli pač s to uporabo toksične moškosti samo nekako jasneje opredeliti posledice, ne, ki jih imajo te norme hegemone, heteronormativna moškost je seveda to, ne, znotraj nekega družbenega okolja. Ne. Se pravi, ne gre samo za moškega kot za posameznika, ampak gre bolj za te stike in vezi, ki jih on ustvarja z ostalimi, ki so del njegovega okolja. Ampak če se lahko vrnem samo za trenutek na 90. in na to, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da živimo v neoliberalni družbi, ne? In jaz mislim, da je to, kar je primat neoliberalizma, je pravzaprav seveda ustvaril zelo velik pritisk na moške. In tukaj so mogoče tudi neki vzroki za to retradicionalizacijo. Zakaj pa to mislim? Zato, ker lahko povem čisto iskreno, osnovna ideja, ne, zakaj smo se lotili tega empata, je bila v tem, da sem jaz v tistih časih, to je bilo pa zdaj že kar nekaj let nazaj, ko smo snovali projektno idejo, malce zamudo, ker sem malce starejša, odprla TikTok, ne, si odprla TikTok profil in tam sem seveda naletela na enega zelo poznanega apologeta toksične moškosti, Andrewa Tate, ki je tudi zdaj novodobni politik, ne, pred kratkim je ustanovil politično stranko, lahko si predstavljamo, zakaj se bo boril zdaj, ampak ko sem to videla in seveda sem vedela, da jaz živim res v takem mehurčku, sem videla, on je najpogosteje googlana osebnost, mislim, da že kar nekaj časa, takrat mu je bilo še dovoljeno, zdaj se je že lahko spet vrnil nazaj, ne, na X, ampak potem je vmes ga ni bilo, sem ga prav raziskovala, to njegovo teorijo, njegovo vero, kaj on pravzaprav moške uči, ne. Uspeh je enako denar, važno je samo to, kako si videti v očeh drugih in uspešen si samo, če ti ostali zavidajo. In to so pravzaprav to so neverjetno, ne, to, o čemer on govori, je ena študija primera patološkega narcisizma, ne, da izrabljaš ostale ljudi samo zato, da ti uspe, ljudi deliš samo na izgube ali pa na tiste, ki ti lahko pomagajo zato, da ti bo uspelo, ne, da jih izkoristiš. Njegovo razumevanje duševnega zdravja, on pravi, da je depresija in to seveda samo produkt nekih norih feministk, in da moški morajo pač samo otrdeti in nehati biti leni in zaslužiti denar in svet bo lepši, ne. Tako da v bistvu, ko sem pa jaz v sklopu ne samo tega projekta, ampak tudi ostalih zelo veliko se družila in se še vedno družim s slovenskimi
pravzaprav slovenskimi krojilci naše prihodnosti, ne, na primer z našimi osnovnošolci pa dijaki. Oni vsi vejo, kdo je on, oni ga vsi spremljajo, No, evo. tako da je ta situacija pač res grozljiva. No. In potem se pa mi čudimo, da je na primer 30% osnovnošolcev v Sloveniji izrazilo izrazito negativen odnos do enakosti spolov, pa do okolja, pa do priseljencev, ali pa da jih je 40% fantov dejalo, da so pač oni bolj usposobljeni za politične voditelje kot ženske, tretjina je pa celo dejala, da se ženske sploh ne bi smele ukvarjati s politiko. Ne. No, To je to. naša Seveda, realnost. ker jih fotramo, mislim, ne mi, ampak se fotrajo na spletu s točno takšnimi kriminalci in posiljevalci, kot je Tako Andrew je. Tate. Ne? Kako pa je, recimo, zapravičujem, ker zdaj vletavam, ampak ker mi je ta tema blizu, ne, ker imam tudi sam 3 najstnike oziroma blizu najstnike, ki seveda tudi poznajo Andrewa Tatea, ampak imajo pa dosti bolj, kako bi temu rekel, kritičen odnos do njega. Ne? Pa ne zato, ker bi se, saj se tudi doma o tem kaj pogovarjamo, ampak se mi zdi, da je tukaj izobraževalni sistem tisti, ki lahko zelo veliko naredi. Ne? Prej ste omenili, da so bile šole tako kar nervozne v končni fazi, ko ste prišli z njimi do njih s tem projektom. Pa vendarle, a je vsaj kakšno zrno upanja, sej vendarle 30 ali pa 40% ni 100%, ne? Vendarle Seveda, ja. domnevam, da obstaja neka masa slovenskih fantov, ki ima, da rečem, bolj zdrav, uravnotežen, kritičen pogled do teh patologij. Obstaja, ampak meni se vseeno recimo tretjina zdi absolutno preveč. No, Ne. seveda, samo iščem zdaj žarek upanja. Obstaja neka masa, ampak se mi zdi, da bolj optimistična bi lahko bila, no, če bi se pogovarjali zdaj, ne vem, o vprašanju nasilja. To zadevno sem bila res pozitivno presenečena ravno nekaj mesecev nazaj, ko so mi dijaki slovenskih osnovnih šol dejali, kako oni imajo recimo zelo jasna stališča, ki so pravilna, ne, da se morajo, da je potrebno nasilneže umakniti, da je potrebno ustvariti okolje, v katerem lahko oni poročajo o tem, če jim je kdo kaj hudega storil ali pa kaj takega. In so bili zelo kritični do šolskega osebja in do šolskih svetovalnih služb, ki pač se teh stvari lotevajo. Žal pa ne govorim zdaj za vse, ampak ta primer pa res bi rada izpostavila tako, da želijo, predstavljam si, zadevo hitro rešiti. Seveda vemo, da so vsi preobremenjeni in tako naprej, pa težava šolstva je v Sloveniji res velika kot sistema, da oni pravzaprav žrtvam nalagajo ali pa jih usmerjajo v neka vedenje, ker bi se cenzurirali, ne, kar hočem reči, umakni se od njega, ne izzivaj ga in tako naprej, ne. To se mi zdi seveda absolutno narobe, ampak zelo lepo pa mi je bilo, da so sami pa imeli ogromno tega vedenja o tem. Ampak po drugi strani, če si pa predstavljamo, mladi res na spletu preživijo ogromno časa, ne, skoraj da živijo tam še neka vzporedna življenja, in fante se sooča recimo s takšnimi idejami, po drugi strani pa kaj pa splet ali pa vplivnice in ozornice govorijo dekletom, ne? Tudi to se mi zdi enako škodljivo in problematično. Samo naliči se tako, usreči ga tako, uredi se tako. Mislim, da so to ena taka zelo grozljiva sporočila za mlade in da mi seveda zdaj, ko smo videli, kako je denimo spletno nasilje enako grozljivo, enake posledice ima kot fizično nasilje, ne, pa se tega na začetku sigurno nismo zavedali, nekako se pa bojim, da smo vsaj pri nekih generacijah zamudili ta voz, da bi jih lahko res naučili tega. Zelo pa me veseli, da vašim sinovom pa je to uspelo, da bi jih naučili tega, da bi kritično reflektirali te vsebine. Ker če jaz vsako leto res z zanimanjem gledam, kaj si mladi želijo postati, ne, ko bodo odrasli. YouTube zvezde. Ja, in to influencerke, ne. Ja, seveda. Seveda si mislim super, ne, saj
uporabljamo vsi ta omrežja, ampak ne vem, pa bot influencerka za feminizem, ne, ali pa recimo nekaj takega, ne, ampak to so pa influencerke zato, ker je zelo fino, da dobiš pol ličila, pa da greš pol s svojim partnerjem v en spa. Mislim, zdaj karikiram, ne, ampak Ampak tle smo, ja. Ampak tle smo in recimo to, kar one govorijo, tudi to sem jaz iz antropoloških vzgibov zelo sledila. Za slovenske influencerke, ne, ki imajo res ogromno sledilcev in moč, ker vse imajo tudi svoje različne linije, ne, so zelo to zdaj monetizirale, to svojo blagovno znamko. Mislim, te njihove predstave o uspešnem partnerstvu, o uspešnem družinskem življenju, to so zelo stereotipne predstave, ne. Zelo jasno se vidi, kakšna je vloga ženske in kakšna je vloga moškega, ne. Jaz se prav zadržujem, ker me zelo mika, da bi kaj napisala, ne, kako je kaj nevarno ali pa kako je kaj škodljivo, ampak ja. Dve vprašanji imam povezani s tem. S katerim želite, da štartam, lažjim ali težjim? S težjim. Okej. Glede na to, da skupaj ugotavljamo, da je situacija slabša, kot je bila, ja, a so pol takšni in podobni projekti slabi, a je učinkovitost takih projektov problem? Ker se veliko dela na tem področju, ali pa se je sigurno veliko delalo, zakaj gre na slabše? A veste, zato ker je zelo narobe, pa mogoče bo zvenelo, da pluvam v lastno skledo, ne, ker jaz preživljam tako, da delam na teh projektih, ampak zelo narobe je, da mi taka pomembna vprašanja, o katerih se zdaj pogovarjamo, ne, ker te naše predstave vplivajo na naša življenja, ne, na to, kako bomo pravzaprav si vzpostavili mesta v nekih odnosih, v partnerskih, v družinskih, v poslovnih odnosih, ne nazadnje, ne. Mi kot družba zelo radi taka res pomembna vprašanja prevesimo na pleča recimo nevladnih organizacij, ne. Nikakor so te projekti slabi, ampak manjka jim pa sistemske podpore. Se pravi, če bi jaz lahko vam rekla, da nam ni bilo potrebno ustvariti zbornika za konceptualne moškosti, ki je prvi tovrstni primer v Sloveniji, da bodo zdaj lahko univerzitetni profesorji imeli materijo v slovenskem jeziku, ki jo bodo lahko predali bodočim učiteljem in učiteljicam. Če bi država prepoznala, ne, ali pa naša družba prepoznala, da je nujno ne samo, da mi mlade digitaliziramo, ampak da jih mogoče naučimo še kaj drugega, ja, potem teh projektov ne bi bilo, ne bi bili potrebni oziroma bi bili lahko še bolj uspešni. Projekti imajo vedno omejen rok trajanja in to je velika frustracija projektnega dela, ker je financiranje omejeno in če hočeš preživeti, se moraš potem prestaviti na drug projekt, ampak jaz sem zelo srečna, ker živimo v groznem svetu, kot smo že zdaj večkrat ugotovili, in te tematike se nekako prepletajo, tako da lahko potem vedno jaz iz vsake vzamem nekaj, pa nadgradim, pa povabiš še druge partnerje, pa se potem nekako ta ideja širi, ampak rekla bi, da so projekti zelo dobri, naša drug del, se pravi ta sistemski del, pa žal Hvala za ta ni v redu. odgovor. Se mi zdi zelo, zelo na mestu, ker se tudi sama in skupaj z Aljažem v različnih projektih tudi s takimi stvarmi ukvarjamo. In je točno to. Prevelik problem, preveč sistemski, da bi ga za mesečno, letno, dvoletni projekt, kjer je en kup tudi prostovoljstike, da se Seveda. kaj Po naredi. drugi strani pa dovolite, da to povem, naprimer mi vedno pri vseh projektih, zdajle trenutno imamo 3 cerve na našem inštitutu v aktivnosti. To ni bilo zdaj lepo po slovensko, ampak aktivni so, se opravičujem. Ja, razumem, Aktivno razumem. jih izvajamo, 2 celo vodimo. Vedno jih spišemo tako, da je ena izmed zadnjih aktivnosti tudi policy recommendations, ne. Torej, da nam nihče ne more očitati, ja, nekaj ste počeli, ampak kaj naj pa zdaj mi kot država, ministrstva s tem naredimo. Mi imamo cel kup policy priporočil, ki so vedno diseminirana med odločevalke, med odločevalce. Zdaj, kaj pa oni s tem naredijo, ne? To pa nikakor ne more biti naša odgovornost. Mi je pa hudo,
da se ne zavedajo njihove odgovornosti pri Zdaj pa tem. še lažje tisto vprašanje, ki sem ga Ja. imela v mislih, pa gremo pol mogoče še na priporočila za prijavljanje na takšne projekte. Aha. Kakšna je bila razlika, ko ste delali svoje delavnice, ko ste izobraževali, ko ste imeli posvete, med tem, kaj so spraševali ali pa kaj je skrbelo na eni strani dijake in na drugi učitelji? Ali je bilo mislim, saj valjda, da ne more biti sinhronizirano, ker je po, ne vem, 10, 20, 30 let starostne razlike vmes, ampak a se je pokazalo kakšna distinkcija? Kaj je dijake recimo skrbel, kaj je učitelje skrbel, ko ste izobraževali na to temo ali pa se pogovarjali o toksični moškosti, izrazu, za katerega sicer skupaj ugotavljamo, da ni najboljši. Veste kaj, iskreno se je pokazala distinkcija med univerzitetnimi profesorji in profesoricami, ki so imeli najmanj težav s to temo, ker smo tudi njih usposabljali, zato ker smo želeli sami zagotoviti neko kontinuiteto teh idej. Po drugi strani pa med tistima dvema ciljnima skupinama, za katere ste me vprašali, pa ni bilo takšne distinkcije, kot bi se nam mogoče zdelo na prvi pogled, ampak to me v resnici ni presenetilo, ker to ni prvi projekt spolnega stereotipiziranja v osnovnošolskem prostoru, v šolskem prostoru, na katerem sem delala. Predtem sem pravzaprav se ukvarjala s prikritim kurikulumom, tudi v sklopu CERV-a, v osnovnih šolah. In tam se je zelo jasno potrdilo to, da je pravzaprav tudi, to mogoče odgovor na to, kar je Aljaž prej izpostavil, žal, zato ker res ni to sistemsko urejeno, tudi na tem nivoju izobraževanja pedagoškega osebja, je to, kaj se v razredu dogaja v zvezi s spolnimi stereotipi, spolnimi normami, odvisno od neke osebne senzibiliziranosti učitelja ali pa učiteljice. In na takšne aktivnosti se seveda, kot si lahko mislite, vedno najhitreje ali pa najlažje odzovejo tisti, ki so že senzibilizirani v tej smeri. Meni se vedno zdi, prav tisti, ki bi prvi zamahnili z roko, ali pa tisti, ki napišejo miločen mail, kaj se greš, to je katastrofa, z njimi bi mogli delati. Tako da tukaj je tudi ta težava prisotna, ki pa je tudi te težave ne more odpraviti projekt. Kar nas v bistvu zdaj pripelje do, ne bom rekel zdaj žalostnega sklepa, ampak snemamo to v petek in danes zjutraj sem poslušal na radiju, da je ministrstvo za finance pa zdaj reklo, da zdaj pa dosti zajbancije in bomo imeli pa zdaj finančno pismenjevanje v šolah, najlažje, najbolje v obliki posebnega predmeta. S čimer seveda samo po sebi ni nič narobe. Tudi to rabimo. Ampak kako zdaj vse te policy recommendations pa pristope k vzgajanju, zdaj bom dal 10 evrov v šparoček, naslavljanju te generacijske luknje, ki ste jo prej omenili. Kako se tega lotiti? A je to skozi bits and pieces v kurikulumu v tem ali onemu predmetu, kot en sam korpus znanja, kje prijet? To je, nisem še prebrala, zjutraj to snemamo, te izjave, jaz sem zdaj tudi kar slabe volje postala. Že prej sem rekla, mi želimo otroke digitalizirati, očitno smo se tudi odločili, da je finančno opismenjevanje nekaj, kar rabijo. Gotovo res, ja, se strinjam, da rabijo, ampak ne vem, bom zdaj mogoče malo surova, ampak meni se recimo kot ženski, kot Ani, res zdi sramotno, da država ne razume, da je enakost spolov stvar, ki zadeva vse nas, da je enakost spolov predpogoj vsake demokratične družbe, da mi, če enakosti nimamo, če smo tako zelo oddaljeni od enakosti, kot smo, mislim, mi potem o demokraciji sanjamo, pravzaprav. In zelo mi je hudo, da tudi kadar se menjavajo oblastniki, kadar smo v obdobju nekih
volitev in tega mediji pravzaprav nikoli zares ne vprašajo, kaj pa boste naredili glede tega področja, torej enakosti spolov, glede ustvarjanja enakega sveta za vse, ne glede na spol. Mi imamo v vrtcih še vedno, v večini vrtcev še vedno stereotipno ločena mesta, kamor vzgojiteljice ali pa tisti redki vzgojitelji usmerjajo fantke in dekleta. Seveda fantki gredo v delavnice, punčke pa v kuhinjice, ne. Zelo bi si želela, da bi na primer kakšen minister rekel: "Ne, jaz si pa upam v tem razgretem ozračju, ne, kjer želijo prikazati, kot da seveda vse nas je strah, nemirje, ampak rešitev ali pa red, varnost se ne skriva v tisti tradiciji, ne, ki je zelo, zelo omejevala en spol." Tako da jaz bi si želela, da bi mi zdaj vi povedal, da je minister rekel: "Ne, enakost spolov bo temeljna paradigma šolskega izobraževalnega sistema od vrtcev naprej." O tem bomo govorili, staršem bomo povedali, da jih ne rabi biti strah, ker ta druga linija, ki je seveda prisotna tudi v Sloveniji, je zelo glasna, zelo je organizirana, in jaz verjamem, da je ta nepodučenost lahko včasih razlog tudi za taka odklonilna stališča. Ampak veste, z veliko ljudmi sem se že pogovarjala o svojem življenju enakosti spolov, in kadar sem komu razložila, kako spolni stereotipi negativno vplivajo na ženske in na moške, po takem pogovoru mi nihče potem ni rekel: "Ne, potem pa nisem za to." Tako da In da to je tudi, saj ste večkrat omenili že, in da enakost zares ne pomeni istosti, ampak da gre samo za širšo definicijo enakopravnosti, pravne enakosti, da so moški in ženske enako prepoznavni, imajo enako moč in so enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Še mogoče za piko na i našemu pogovoru, to, o čemer govorimo, je torej projekt Empath, ki je bil del CERV programa, EU programa razpisov. Če kdo razmišlja o prijavah na točno te vrste razpisov, pa da ob tem ne, no, bom pol dodala, ampak če kdo razmišlja o tem, a imate kakšne čist praktične nasvete, priporočila, kaj naj pazijo? Kaj bi vam prav prišlo, kakšen nasvet, ko ste recimo prijavljali to? Vi sami ste omenili, da ste trenutno v 3, Ja, mogoče je bil kakšen že prej. Kaj bi prišlo prav? Veste kaj, jaz bi vsem svetovala, da so pogumni pri prijavah, v smislu ideje, ne. Torej, jaz sem velik zagovornik tega, da tiste stvari, ki v nas prižgejo nek poseben žar ali pa iskrico, ne, tiste stvari, ki nas vznemirijo, so tiste stvari, s katerimi nam bo potem zelo prijetno delati, ne. Bomo dodali mogoče še kakšen vat energije več, tako da bi rekla, da naj res grejo za tem, kar se njim ali pa njihovi organizaciji zdi pomembno v nekem trenutnem družbenem okvirju. Teh stvari je seveda ogromno, odvisno od tega, s čim se ukvarjajo. Rekla bi jim pa tudi, da naj zadevo zastavijo in pišejo tako, kot da gre za nek živ organizem. To je nekaj, kar se nam vedno znova potrjuje kot zelo dobro. To namreč omogoča to, da res lahko potem kakšno mini spremembo opravimo, in po drugi strani nam to omogoča to, kar sem pa tudi že dejala, da lahko, ko se en projekt zaključi, potem njegove ideje zaživijo še v drugem. Zdi se mi, da je zelo dobro, da se torej vsaka ideja kontekstualizira v nek ta družbeno-politični okvir, v katerem živimo. To je tudi seveda stvar, ki jo potem tisti, ki ocenjujejo te prijave, cenijo, ker se vidi, da je bil nek premislek podan, in seveda, da so neustrašni pri tem, če jim bo uspelo, da nekaj spremenijo. Jaz mislim, da moramo pogumno zreti v to in se ne dati
Ja, jaz pa ob tem dodajam samo še to, če razmišljate o prijavi za vsa dodatna vprašanja glede programa in razpisov, ker en podcast je premalo za to, lahko pišete na e-mail naslov cerv-tocka@pina.si. Tvoljaš, pika. To nas je zdaj pripeljalo do konca današnje tokratne evropske četrti. Ana Pavlič, programska direktorica in raziskovalka Inštituta za proučevanje enakosti spolov IPES, hvala lepa za vaš čas in za vaš dosedanji trud. Hvala tudi vama. Hvala lepa. To je bila Evropska četrt 145. v podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, kot vedno pa so predlogi in mnenja zelo dobrodošli, pa seveda tudi hvala za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa res hvala za vašo družbo in nasvidenje spet kmalu.